Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije. V zadnjih dneh maja ali velikega travna in marsikje je slišati pesem. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Ljubezen ima tisočero obrazov, svetlih, obetajočih, pogumnih, nasmejanih, bolečih, žalostnih in še bi lahko naštevali. O tem bo tekla tudi beseda v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Ministrica za okolje in prostor se je na delovnem obisku v Slovenski Bistrici srečala z župani 7 občin. Že 21 let si v Sloveniji številne ustanove, društva in posamezniki prizadevajo za spodbujanje vseživljenjskega učenja. Akcijo Tečem, da pomagam, izvedli tudi v Slovenski Bistrici. Slovenija Bistriško kinološko društvo organiziralo kvalifikacije za državno, evropsko in svetovno prvenstvo v agilitiju. V spomin na umrlega poveljnika teritorialne obrambe Slovenska Bistrica Marjana Streharja, srečanje prijateljev in predstavitev knjige Prevarana Slovenija avtorja Mateja Šurca. Na novinarski konferenci organizatorji predstavili prireditve v maju in juniju v Slovenski Bistrici ter okolici. Osrednji dogodek ob dnevu Slovenije Bistriške knjižnice obisk pisatelja Ferija Lajčka, v športu o nogometni tekmi 15-letnih Slovenije bistriških nogometašev z vrstniki iz nogometnega kluba Drava Ptuj ter zaključni občinski ligi v malem nogometu. V rubriki Aktualno smo zabeležili nekaj informacij srečanja ministrice za okolje in prostor Irene Majcen z župani občin Zreče, Slovenske Konjice, Oplotnica, Poljčane, Makole, Majšperk in Slovenska Bistrica. Na delovnem srečanju so razpravljali o projektih za zagotavljanje poplavne varnosti, področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter o občinskih prostorskih načrtih. Srečanja se je udeležila tudi predsednica društva Vintgar Sonja Jelen, ki je znova opozorila na problematiko nelegalnega odpada v industrijski coni v Slovenski Bistrici. Ministrica Irena Majcen je v izjavi za medije najprej povedala nekaj več o dosedanjih ukrepih za zagotavljanje poplavne varnosti. Protipoplavna varnost je glavna tema bolj kot ne v vsakem področju, kamor z Ministrstva za okolje in prostor prihajamo, predvsem zaradi številnih poplav v zadnjem obdobju. Te zadnje večje leta 2014 in naše obljube, da bomo v tem smislu nekaj storili, so zelo pomembne. Je pa res, da je mogoče tukaj danes bilo bolj lokalno orientirano, če govorim zdaj v slovenskem merilu, gre za zagotavljanje protipoplavne varnosti Ljubljane in pa Železnikov, DPN-ja sta sprejeta, pridobiva se že dokumentacija, razpisi so torej zunaj in zagotovljena so kohezijska sredstva za izvedbo teh 2 projektov. Na vsak način si na ministrstvu prizadevamo za nadaljnjo izvedbo tudi teh ukrepov na reki Dravi in pa Savinji. Eden kot drugi projekt sta bila izvajana v kohezijskem obdobju 2007-2013, mi pa si želimo, da bi v nadaljnjih obdobju, torej 2014-2020, tudi na teh 2 porečjih izvedli tisto, kar se bo dejansko dalo izvesti. Zakaj govorim na tak način? Predvsem je pridobivanje gradbenih dovoljenj tisti segment, kjer moramo biti ne samo ministrstvo, jaz si želim, da bi tudi občine pomagale pri teh izvedbah, torej izvedene dela lahko so uspešna samo, če je pridobljeno gradbeno dovoljenje. To ste danes prav poudarili, da naj župani tukaj pristopijo in da naj to... Naj nam pomagajo, oziroma pomagamo drug drugemu. Slovenija je velika, teh območij je v Sloveniji 61, o katerih govorimo, da je treba zagotoviti poplavno varnost višje. Mi z nekaterimi investicijami meddržavnimi, gre za področje Italije, Hrvaške, Avstrije, bomo tudi znotraj Interregovih projektov zagotavljali sredstva za izboljšanje protipoplavne varnosti. No in potem so pa ta kohezijska sredstva, res je, da je tudi sklad za vode namenjen tem projektom, trenutno se izvaja kar nekaj investicij v Sloveniji, od teh 61 bo pa program bo sprejet konec leta, pa bo lahko vsaka občina pogledala, katera je po vrstnem redu, ampak v realnosti, torej v vsakdanjem življenju bodo pa šle prioritetno v izvajanje tiste, za katere bo do pogoji za izvedbo, to pa je pridobitev gradbenih dovoljenj, ko govorimo o investicijah.
Koliko denarja pa je že zagotovljenega v ta namen? Ja, za izvedbo kohezije okrog 80 milijonov, potem je za Dravo pa Savinjo tudi predvidoma 30 milijonov. Je pa res, da vodni sklad v letnem obsegu je blizu 40 milijonov, celoten ni namenjen investicijam, večji del pa, če govorimo o letošnjem letu, sem povedala že na samem srečanju, je prioriteta zaključitev izgradnje akumulacijskega jeziva za Brežice, ker je bilo v podnebnem vodnem skladu in pa integralnih sredstev 33 milijonov 400, ob tem pa je sedaj v proceduri približno en mesec, mislim, da bo trajala ta procedura, še zagotovitev dodatnih 40 milijonov 700. Danes ste tudi potrdili, da boste odstranili ta nelegalni odpad v Slovenski Bistrici. Dejstvo je, da se mi zdi pri izvajanju tega ukrepa pomembno, da je vodja inšpekcijskih služb, gospa Dragica Hržica, s katero zelo dobro sodelujeva in priznam, je sprejela ob prevzemu funkcije kar težko delo, namreč inšpekcije so tako kot ministrstvo bile razdeljene tako na ministrstvo za kmetijstvo kot na ministrstvo za infrastrukturo, medsebojnega usklajevanja je bilo potrebno zelo veliko, da so začeli aktivno delovati. No in prav je, da se je tudi sama ogledala ta odpad, se izgleda pogovorila tudi z lastnikom in bo bdela nad izvajanjem teh ukrepov. V rubriki Lokalne novice smo uvrstili pisano paleto dogodkov, ki si jih je vredno zapomniti in jih posnemati. V maju in juniju potekajo po vsej Sloveniji predstavitve znanj, ki so jih v najrazličnejših izobraževalnih oblikah v sklopu vseživljenjskega učenja pridobili udeleženci vseh generacij. Vodilni motor vseživljenjskega učenja v Slovenski Bistrici je Ljudska univerza, ki s pomočjo mentorjev spodbuja tiste, ki se želijo naučiti kaj novega. Pretekli teden so se na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici predstavili varovanci Slovenije Bistriškega varstveno-delovnega centra Povš. Čeprav gre za varovance s posebnimi potrebami, se le-ti radi učijo in spoznavajo drugačen svet, ki izpolnjuje njihovo življenje. Obiskovalci so lahko občudovali tudi izdelke iz krep papirja, ki jih izdelujejo v Turističnem društvu Breza na Pragerskem. S svojimi pravimi malimi umetninami oživljajo že pozabljena izročila iz preteklosti in pridobivajo nova znanja. Ob tej priložnosti je predstavila svoje delo tudi Slovenija Bistriška ljudska univerza in marsikdo si bo ob njihovi bogati izobraževalni ponudbi zaželel pokuhati v svet znanj, ki so bila doslej zanj nedosegljiva. Pretekli konec tedna se je 13 slovenskih mest združilo v eno samo zgodbo o dobrodelnosti pod geslom Tečem, da pomagam slepim in slabovidnim otrokom pri zgodnji obravnavi bolezni.
Organizator je bila Zveza Lions klubov Slovenije, na prireditvi pa so sodelovali tudi člani podmladkov Leoni. Dobrodelnemu teku v Sloveniji so se pridružili tudi mnogi znani Slovenci. Podobne akcije niso samo športne in družabne prireditve, temveč gre za ozaveščanje o slepih in slabovidnih. V Slovenski Bistrici je dobrodelni tek potekal v soboto 21. maja, ambasador prireditve pa je bil Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu, sicer pa doma iz Makovske občine. Dobrodelnega teka so se udeležile tudi družine z otroki, saj je bil ta dan tudi dan družin. Za otroke so organizatorji pripravili številne zanimive delavnice na prostem, saj je bila sončna in topla sobota kot naročena za otroško ustvarjanje in tek. Obiskovalci in udeleženci teka so se lahko okrepčali na sladki stojnici, občudovali Tima Gajserja in tekli v podporo tistim, ki jih je življenje prikrajšalo, da bi videli, kako lep je svet. Udeleženci teka so darovali tudi prostovoljne prispevke za slepe in slabovidne otroke. V soboto, 21. maja, na prostorih Kinološkega društva Slovenska Bistrica potekala agility tekma za državno prvenstvo, na kateri so tekmovalci pridobili tudi točke za evropsko in svetovno prvenstvo. Skupno je nastopilo skoraj 200 tekmovalcev iz 5 držav v 3 različnih težavnostnih stopnjah. Izmed članov domačega društva sta najvišji uvrstitvi dosegli Eva Veler s psičko Neli, ki je bila 5., in Mojca Smode Kovačič s psom Belizejem. Osvojila je 6. mesto. V torek, 24. maja, je v Viteški dvorani Bistriškega gradu potekalo spominsko srečanje prijateljev majorja Marjana Streharja. Ob tej priložnosti pa je Matej Šurc predstavil knjigo Prevarana Slovenija. Večina ve, kaj se je dogajalo. Skladišče je bilo osvobojeno kmalu že, oziroma 2. julija, prej je bilo še v Polonici skladišče osvobojeno zelo. Tako je, vemo tudi dejstvo je, da je bilo osvobojeno strani teritorialne obrambe. Zelo malo pa se ve, kam je šlo to orožje, ki je bilo potem v bistvu kot neke vrste kot vojni plen. Zdaj vojni plen lahko polemiziramo, vse ni bilo prave vojne, ni pravi, da je bila, pa ni bilo tiste napovedane vladne vojne, nekako lahko vojni plen. V bistvu pa, če smem, jaz sem tudi v knjigi posebej podaril, to orožje ni bilo last kogarkoli. To orožje je bilo pravzaprav last državljanov Jugoslavije, in mi smo bili del te Jugoslavije. Sej, tu ste ljudje, ki ste večinoma sami plačevali svojega žepa za armado. Veste, koliko se je utrgovalo za orožje, za vojsko, za obrambo, ki je potem za obrambo pred nekim tujim sovražnikom, potem je pa ta ista armada nas bi branila in s tujim sovražnikom upela orožje proti nam. Ampak zadeva se je pravzaprav srečno končala tukaj za nas. Kar naenkrat je pa, in to je Marjan v bistvu sam dobro vedel, to orožje, ki je bilo osvobojeno in to orožje lastno vseh je izginilo. Kam je šlo to orožje? Niti se ne ve natančno, Marjan Strehar priznava, da ni natančno vedel, koliko je bilo, govori o več tisočih ton orožja. Tukaj je dokument objavljen, ki govori o 5500 tonah orožja. In tukaj je dejansko neke ocene, koliko je to orožje stalo. In Marjan je povedal, rekel, mi smo to, takrat, ko je bilo osvobojeno, je prišla komanda strani Ljubljane, strani obrambnega ministrstva, da se mora to skladišče izprazniti, ker je postala nevarnost letalskih napadov in dejansko po zaslugi po komandi Marjana Streharja je to orožje večinoma prenešeno na Pohorje. Kam je izginilo? Meni je Marjan povedal, je rekel, v bistvu on je trpel tega. On se je sekiral, ker dejansko je mislil, da on dela za domovino, da dela pošten posel. Ko je pa videl, da to spoznal kasneje, da je to orožje izginilo, si pa nekako zelo je to v srcu dno. In je mi povedal zgodbo, je rekel, da nekoč, Hrvati so, vemo, da je bila takrat Hrvaška v težkem stanju, še težje kot Slovenija, da je bila tudi napadena. Že julija so zdaj prve provokacije na Hrvaškem, Hrvaška je bila obkoljena, izolirana praktično, brez možnosti obrambe.
In so potem prihajali Hrvatje sem po pomoč in nekdo je fajn to pomoč izkoristil. Marjan Strehar mi je povedal, ko je nek oficir stopil na kamion, ko je odvažal orožje, mu je žepa padel listek. In na tem listku so bile količine orožja, ki ga je odpeljal, ne samo količine, tudi cena orožja. In ta cena orožja je 3-krat večja, kot je sicer bila, ali pa še večkrat. To si spomnim rekel, bomba, ki je navadna ročna bomba, ki takrat ni bila več vredna več kot 50 nemških mark, so jo zaračunali Hrvatom 150 nemških mark. Da ne govorimo o minah, o protitankovskem orožju in tako naprej. In tega je, jaz mislil, da ko je govoril, rekel, to je več 100 milijard, sem mislil, da pretirava. Potem je njegov poveljnik Vladimir Milošević govoril o milijarde. Predsednik komisije, ki je to raziskovala parlamentarne, govori podobno. In potem, kar nankrat nihče ni nič vedel. Kot da vojak veste, da je kaznovan zaradi kraje ene same puške, tukaj pa je izdelil na tisoče ton orožja, pa nihče ne odgovarja. Ni denarja, ni orožja. In to 25 let. In potem, zdaj, seveda, so kritike, pa koga zanima zdaj to? Komu je marke, kam je to orožje, še vse denarje ni, to je zastaralo, nobene ovadbenikov, nobene obtožbe, nisem jaz tisti, ki bom tožil, nisem tisti, ki bom sodil. Jaz samo pišem, sem novinar, pa vendarle vprašanje, ki dejansko kriči, vedno me tudi te Marjanove besede, smo praktično preganjali Osmanu, kam je šlo to orožje, komu smo mi to dali, zakaj ni nobene besede od tega in on je ustrajal, pač vedeti resnico. In tukaj v knjigi je dokument številka 9, kjer je Marjan Strehar natančno popisal to dogajanje. Hvala Bogu, da mi je prišel pod roke, dolgo leta sem čakal, da sem ga dobil uradno prek informacijske pooblaščenke, vendar da sem ga dobil in tukaj precej dejansko se pove, kaj se je dogajalo. In tudi Marjan sam pošteno priznava vse, kar je vedel in tudi tisto, kar ne vedel. Marjan Strehar je bil med osamosvojitveno vojno leta 1991 poveljnik območnega štaba teritorialne obrambe Slovenska Bistrica in je poveljeval več kot 2000 teritorialcem. S teritorialci je zavzel vojaško skladišče na Zgornji Ložnici in oskrbel za odvoz streliva v pohorske gozdove ter blokiral Slovenjebistriško vojašnico. Major Marjan Strehar, veteran vojne za Slovenijo, je prejel številna odlikovanja za aktivno delovanje v slovenski osamosvojitveni vojni. Spominsko srečanje je vodila novinarka dr. Damjana Žišt, med gosti pa sta bila tudi Vladimir Milošević, nekdanji poveljnik vzhodno-štajerske pokrajine teritorialne obrambe, in Rudi Moge, častni občan mestne občine Maribor. V kulturnem programu sta nastopila moški pevski zbor Tinje in glasbena skupina Gemaj. Jeste kaj, vse kar je prav, spoštova mestno oblast. Če reče dej, jaz ti bom dal pršo panceto mast. Jeste kaj, mami ne bo žal, da zadnji par kalcet. Vino pej, vse kar je prav, si v takem tempore. La 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 la. Vino pej, vse kar je prav, si v takem tempore. Včasih v hišno sredoči je prišel partizan. Pred njim belina šparov ni kar letoš pa zapal. A nosah mu dal je, ko zvirom še podrako, litro, par. Po vojni k njemu je prišel zadružni funkcionar. Zdaj zmagali smo špaceval, ti vedno bil si naš. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Karlo, pej tako je djel, prišli ste na oblast. Je nikdar prej me ne bilo žal dat, vina vam na čast. Kičem reč, nič ne bom djel, komanda mora bet. Vino pej, vse kar je prav, si v takem tempore. La 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 la.
Ma vino pej, vse kar je prav, se vtaknete v red. V kinu Slovenska Bistrica je v torek 24. maja potekala premiera filmov Srednje šole Slovenska Bistrica. Obiskovalci so si ogledali 5 filmov, ki so nastali v okviru filmskega krožka srednje šole in film mariborskega društva Movie Factory, ki je dijakom pomagalo pri pripravi filmov. Filmi so v letošnjem šolskem letu sodelovali tudi na tekmovanju Književnost na filmu in na festivalu Videomanija. Dijaki so za izdelavo svojih filmov žrtvovali veliko število ur, torej svojega prostega časa, ki so ga preživeli v mladostni zagnanosti, učenju, kreativnosti, pa tudi v bolj mučnem, dolgotrajnem trdem delu pri montaži posnetega gradiva. Prireditev sta vodila Eva Cehtl in Rok Horvat Baron, oba tudi igralca v letošnjih filmih. Kaj je bilo to? Ati? Kaj je narobe? Halo? Ati? Kam? Kje ste bile tako dolgo? No? Na pokopališču. A tako? On je mrtev. Jaz pa bom vsak čas, če ne bom dobil kaj na mizo. No, gremo. Kaj čakamo? Hitro skuhaj kosilo. Vedno naredite to, kar ne smete. Ko vse ste proti meni. Tako ne bo šlo več naprej. Kakšna vzgoja je to? Ana, Barbara, pripravite že enkrat to mizo. Začeli bomo s trdo roko. Kaj že bo, kaj s tisto ljubo ali ne bo? No, bo malo energije v sebe. Pa kaj toliko meče, saj je že gotovo. Pa kava bo ali ne bo? Je kam zdaj sam za mizi sedel? Pa gled. More niti pribora učistiti. No, že bo kaj? Končno smo se zbrali pri kosilu. Želim vam dober tek. Kaj tega ne bom jedel? Kaj čakata? Pojdite pobrisati. Kaj to poslušati? Kakšna je vaka, je to? Kaj pa imaš to v roki? Tu je literatura. Veš, da je to prepovedano. Časa in tudi Mikaela Kirchhauser bo v drugi vožnji nazadovala za precej mest, trenutno je 11. Ana, prinesi mi telefon. Pokličem nazaj. Ana! Pisan na kožo, dekletom z dobrim tehničnim
odličnim znanjem je izkoristila predvsem za Veš, da je črna majica prepovedana? Pojdi se preobleči. Dvakrat zmagala v Caukenzeju in je v letu 2016 No, Zakaj si pa tako dolgo rabila? je opekla sem se. Kjeri softici ti? Daj malo pohiti. Jaz tu umiram. Hidi, ti hodiš s tistim lekadolom. Na, tu imaš. Ja, končno. Pa kdo ti misliš, da si, da se lahko tako obnašaš do mene? Saj sem ja tvoja starejša sestra, prosim malo spoštovanja do mene. Imaš taka si ko očem. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo 25. maja na dvorišču Bistriškega gradu pripravil novinarsko konferenco, na kateri so različni organizatorji predstavili nekatere večje dogodke, ki bodo v zadnjih dneh maja in junija potekali v mestu Slovenska Bistrica in okolici. Med drugim bo že to soboto na pokritem parkirišču pred tovarno Impol tradicionalni sejem starodobnikov, delov in opreme.
Isti dan bo v športnem parku v Slovenski Bistrici potekal 16. mednarodni atletski miting in Stepišnikov memorial v metu kladiva. Prav tako v soboto pa bo na prireditvi Dan ljubezni v bivšem Kruzeju nastopilo več glasbenih skupin. Tudi junij bo v znamenju dveh pomembnih športnih dogodkov. Najprej bo Športna zveza Slovenska Bistrica od 3. do 5. junija organizirala tretji športni vikend. Od 29. junija do 3. julija pa bo v športni dvorani potekal Evropski pokal v Twirlingu. Nekaj zanimivih prireditev že izvajajo oziroma pripravljajo tudi Knjižnica Josipa Vošnjaka, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Glasbena šola Slovenska Bistrica in Fridina Mišnica. V Laporju bodo junija obeležili krajevni praznik. 1. junija se bodo na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici na 10. jubilejnem srečanju predstavili turistični podmladki. Pri dvorcu na Zgornji Poskavi pa bo 24. junija prireditev Kresna noč. Prav tako pa Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica začenja z letošnjo že 22. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2016. Na Srednji šoli Slovenska Bistrica so v sredo 25. maja gostili doktorico Rosvito Pesek. Slovenska novinarka, TV voditeljica in zgodovinarka je dijakom predavala o osamosvojitvi naše države. Ravno junija bomo namreč obeležili dogodke 25. obletnice 10-dnevne osamosvojitvene vojne. Rosvita Pesek je ob tej priložnosti povedala nekaj več o vzrokih za razpad nekdanje skupne države Jugoslavije ter o poteku osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Knjižnica Josipa Vošnjaka 25. maja praznuje svoj dan. V ta namen so pripravili zanimiv celotedenski program, ki je popestril dogajanje v knjižnici in v mestu. Osrednji dogodek praznovanja se je zgodil v sredo 25. maja, ko so v knjižnici gostili literarni večer s Ferjem Lainščkom. Ferij Lainšček se je rodil v Dolencih na Goričkem, hribovitem delu Prekmurja blizu madžarske meje. Njegova navezanost na prekmurščino se kaže še dandanes v njegovih delih. Lainščka ne moremo označiti le kot pisatelja, temveč tudi kot pesnika, dramatika, scenarista, soustvarjalca literarnih revij in avtorja številnih besedil slovenskih pevcev ter skupin. Piše tako za odrasle kot za mladino in otroke. Otrokom rad povem eno zgodbo iz tega otroštva, ker jim skušam ilustrirati. Jaz nisem nek borec za pravice manjšin, Romov, jaz dejansko sem drugače z njimi sobival, jaz sem tisti, ki pleše z volkovi, če se spomnite filma. In dejansko otrokom rad povem, da bi jim pričaral to neko drugačnost, predvsem drugačnost v tem, da so pač ta ljudstva, tudi romsko, nekako bolj, tak izraz uporabil, ko moče nekateri ne bo všeč, bolj tovariško, bolj skup držijo, bolj je tako, če se dva Roma tepeta in potem pride tretji, potem po njemu udarite skupaj, bolj je neka zaveza med seboj, da ni ta ego tako močan, kot pri nas velik. Ta zgodba je z mojega otroštva, tam iz 2. razreda osnovne šole, se bom zelo kratek, ampak je res lepa zgodba. Dobil sem novo torbo, to je bilo celo bogatstvo v naši revni družini in sem si mislil, da je super torba. In sem vsem šoli pač kazal to torbo in seveda se ni zdela super drugim, ker so imeli podobne, ampak jaz sem hotel dokazati, da je moja super in smo šli iz šole domov in sem je položil v eno lužo sredi tiste makadamske ceste, ker sem bil prepričan, da je nepremočljiva. In se je seveda torba premočila, s črnilom smo pisali, to se je vse zmočilo in ko sem jaz to doma na mizo skladal, je mama seveda to videla in je katastrofa, Zdaj pa nisem mogel povedati, kaj sem naredil in sem si zmislil, da je ta romski deček, eden pač, ko smo skupaj hodili, da mi grejo pot v prvo torbo, sem mislil, da bo tu nekako se to zdaj končalo, da bom kriv. In mama me je prijela za roko in naravnost v cigansko naselje z mano in je začela že na začetku naselja kričati na očeta od onega fanta in on je cigan je vzel seveda pas, ta zahlače in je onega namlatil. Jaz sem bil tiho, to me je bilo strah priznati in on je bil tiho. Bil tepen in mama je bila potolažena in smo šla domov. In bolj drugo jutro pa smo se seveda spet srečali na cesti, šli smo v šolo in sem mu rekel, ja pa zakaj nisi rekel?
da se zlagal, ne, da sem bil cel usraden. Zakaj nisi rekel? Je rekel, glej, ne, poznaš mojega starega. Jaz bi bil itak tepet, ne. Zdaj, če mi pa jaz rekel, da si ti se zlagal, bi bil pa še ti tepet. To je zgodba, ki je mene z njimi povezala. Ne? To, da je bil ta deček sposoben v tem se postaviti za mene. Jaz sem potem napisal namesto Koga rože cveti roman o življenju Romov, smo posneli film o Ravgatu, nadaljevanko. Ta deček je zginil tam v 5. razredu, ko so se odselili iz tiste naše, iz tistega zaselka. Ampak v Avstriji, ko smo imeli gor, čez Burgenland naprej, projekcijo tega filma Ravgatu, je prišel k meni en gospod z kravato, tako ampak sem videl, da je drugačen, ne? Drugačen je ne rekel, prek mošči ne rekel, a se mi dva poznamo. Ne vem, ne vem. Slabo cigana noči, tako ne samo. Tako sem še celo rekel mu, ne, v hecu. Je rekel, no jaz sem pa tisti, ki ti je vrgel torbo po potu. Bilo zelo presrčno, srečenje. V okviru dogodka so odprli razstavo o življenju in delu Ferija Lainščka, ki bo na ogled vse do konca meseca junija. Na stojnici pred knjižnico so ves teden promovirali knjižnico in njene dejavnosti. V okviru Stepišnikove bukvarnice so po simboličnih cenah prodajali knjižno in neknjižno gradivo, ki ga v knjižnici več ne potrebujejo in katerega izkupiček namenjajo nakupu novega gradiva. Obiskovalci so lahko izbirali med knjigami za odrasle, učbeniki, priročniki, slikanicami, mladinsko literaturo, videokasetami in še čim. Priljubljena glasbena skupina Je Bela cesta je na zanimiv način presenetila Bistričane. Na bivši dan mladosti 25. maja popoldne je namreč nastopila na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici. Sanjam, da letim ob sebi, te želim, in čas je, da priznam, da ne morem več sam. La, 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 la. Pero Kolarič na kitari! Hvala za gromki aplavz, Bojan! Naj drugi plujejo, naj potujejo, zvezde nosijo, srečo trosijo, naj jo kujejo, naj raziskujejo in rešujejo enačbe formule, probleme zemeljske in nezemeljske. Jaz pa hočem le, da prideš in objaveš me, da zaceliš rane vse. Jaz pa hočem le, da prideš in objaveš me, da pozabiva na vse. Je Bela cesta, smo mi z vami, na kitari Bela Kolarič.
Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica je v soboto 21. maja odigrala tekmo 25. kroga prve slovenske lige Vzhod. V športnem parku v Slovenski Bistrici je premagala ptujsko Dravo z 2-0. Oba zadetka je že v prvem polčasu dosegel Rok Ferčič. Prvič je zadel v 9. minuti, končni izid tekme pa je postavil 5 minut kasneje. Bistričani so si tako krog pred koncem prvenstva že zagotovili odlično 3. mesto. Ekipa Avtoelektrike Vehovar je ubranila lanski naslov Lige Športne zveze občine Slovenska Bistrica v malem nogometu na umetni travi. V nedeljo 22. maja je v športnem parku v Slovenski Bistrici v zadnjem krogu letošnjega prvenstva brez borbe premagala Spodnje Prebokovje. Moštvo Bar Lokomotiva je z 2-0 slavilo proti športnemu društvu Tinje, medtem ko sta se ekipi Tinja veteranov in Lokomotive razšli z neodločenim izidom 1-1. Končno drugo mesto je osvojila Lokomotiva, tretje je bilo športno društvo Tinje, četrto mesto je pripadlo Spodnjemu Prebokovju, peto pa veteranom športnega društva Tinje. Tekme je sodil Janko Simonič. Spoštovani, s prispevki iz športa se je iztekla še ena od informativnih oddaj Studia Bistrica. Dogodke, ki jih bomo spremljali v prihodnjih dneh, pa bomo objavili v naslednji informativni oddaji. Tako ne smemo prezreti šahovskih dosežkov Žana Tomazinija, ki je osvojil naslov mednarodnega mojstra in državnega prvaka. Sobota pa bo v znamenju že tradicionalnega mednarodnega atletskega mitinga in pričakovanju še kakšnega rekorda. Rekordno prijazni pa naj bi bili v prihodnjih dneh tudi sončni žarki, zato vam želimo prijeten konec tedna. Pa srečno!